Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o imunskem sistemu. In odločila sem se, da o tem govorim zaradi tega, ker sploh ne vem, kaj se dogaja. Ampak današnje dva klica sem imela, ena gospa prebolela raka, druga gospa govorila o svoji hčerki, ki ima raka. Nenazadnje, par dni nazaj sem bila sem šla kropit mojo sošolko, ki je umrla za rakom. In potem, ne vem, mogoče se zaradi tega več pogovarjamo o tem raku in potem kar prihajajo informacije. In v glavnem, danes, ko sem govorila z gospo, ki se je majčkeno ustrašila za svoje zdravje, pač zdajle je zbolela, prebolela je raka in seveda zdaj skrbi za močan imunski sistem. In rekla je, da vzrok, da se ji je pač razvil rak, je bil v tem, da njeno telo ni izločalo strupov oziroma da je bilo v njenem telesu preveč težkih kovin. No, in o tem vam bi rada govorila. O težkih kovinah in kako jih spraviti ven iz celične tekočine, iz celičnega jedra, ker nenazadnje težke kovine so povsod okrog nas. No, pa če grem zdaj čisto na drugo stvar, zadnjič gledamo kuharsko oddajo, točno. Kuharsko oddajo, slastni recepti, Jamie Oliver, v glavnem. In rečem, wow, to bi bilo super narediti. Pač jaz sem gurman, jaz res ravno dobro jem. Ampak, karkoli je tako tisto, wow, pripravljal, je bilo nekaj zavito v folijo in to spečeno. Tukaj se pa meni neha, ne? Zato, ker folija, alufolija vsebuje aluminij, in bolj kot to segrevamo, več aluminija gre in se veže potem na hrano, ki jo zaužijemo. Zato pač ni pametno kuhati v foliji, v neki plastiki, ki je za kuhanje, v nekih umetnih materialih, ki se dajo v mikrovalovno pečico, ker v bistvu uživamo težke kovine. Seveda, zdaj težke kovine imamo tudi v amalgamskih zalivkah, živo srebro. Tako da v glavnem, če greste odstranjevati te sive plombice, amalgamske zalivke, bodite pozorni. Pod prvo, se vemo, da vsi zobozdravniki zdaj že tako delajo, da imajo ta sesavc, ki ven potegne vso to plombico, ampak vseeno potrebujete nekaj, kar bo to živo srebro spravilo iz celic ven. Zdaj, kaj je tista zadeva, ki to odstranjuje iz celic? To je kombinacija cink, baker, selen, jod, E-vitamin, C-vitamin, pa B-vitamini. Pa človek reče, kaj moram pojesti, da vse to dobim? Tukaj pa zdaj majčkeno kompliciran. Ker zdaj, če gledamo cink, in zdaj za vse tiste, ki iščete informacije, ko imajo čakre žur, na strani 156. In sicer, cink je ključen mineral pri tem, da sploh pride do razstrupljanja, hkrati je pa ključen mineral za imunski sistem, ključen mineral za hormonsko stanje. In zdaj, če vam tukaj samo preberem, na kaj vpliva oziroma kako se kaže pomanjkanje cinka. Izguba vonja in okusa. A ni to korona? Pri koroni vsi izgubljajo vonj in okus, no tudi B-vitamin, če vam manjka B-vitamina, vam lahko se oslabi vonj in okus. Ampak v glavnem koronavirus dejansko napade imunski sistem, in v bistvu vam pobere vse zaloge cinka. Pojav belih pik na nohtih, poslabšanje sladkorne bolezni, pojav krčev, moja disleksija res deluje. Veste, kaj sem prebrala? Pojav črkov. Kaj je to za ena beseda? Jaz se vam opravičujem glede mojega branja, ampak v glavnem disleksija pri meni deluje tako, ko preberem ta prvo na sredini črko in potem ta prve in nastane čisto ena ta tretja beseda. V glavnem, načeloma z govorjenjem nimam take težave, ampak cink deluje tudi na to, da bolj tekoče teče beseda, ker mi pa ravno danes, jaz imam eno krasno prijateljico tukaj v Škofji Loki, in je rekla, da njena mami, odkar uporablja cinkove tablete, pač od spodaj imate povezavo, da boste lahko prebrali, se ji ne zatika več, ne zgublja rdeče niti, ko govori. Ni da tisto, kaj sem že mislila, ampak dejansko tekoče govori. No, v glavnem, tudi jaz odkar uporabljam cink, se mi je zboljšalo ta komunikacija.
Zanimivo pa je ta moja disleksija se pokaže takrat, ko popijem preveč alkohola. Sicer to ne prakticiram pogosto, v osnovi sem skoraj 100% abstinent, ampak se je pa že zgodilo, no, na Dolgem otoku je bilo ta zadnja delavnica, pač ta zadnji večer, z enimi damami smo se močno dobro ujele in pa sem rekla, pa se je konc delavnice in smo šle na travarco, pa še eno in na konc, ko jaz res mečkam preveč popijem, se mi izklopi slovenski jezik in ne morem več govoriti tekoče slovensko in vse tako enostavno ne gre, ampak vam povem, govorim tekoče hrvaško. Tako da. In v glavnem, te dame so rekle, da jim ni problem govoriti po hrvaško in smo lepo govorile, pričale po hrvatski. V glavnem je en gospod prišel, ni verjel, da smo Slovenke. In te ostale dame, ki so bile še v sobah, so poslušale, da se nekdo smeji dol na obali in so rekle, bile so ene Hrvatice. Ja, v glavnem. Meni v bistvu disleksija vklopi, kaj mi vklopi, takrat, ko recimo preveč popijem alkohola, spomin na zadnje življenje, ker v zadnjem življenju sem živela na Hrvaškem. Zanimivo. No, zdaj pa naprej. Če vam manjka cinka, imate povišan slab holesterol, pojavlja se vam depresija, tudi črne misli, take prav črne misli, hormonske težave, neredne menstruacije pri ženskah, težave s prostato pri moških, neplodnost tako pri ženskah kot pri moških. In to je vse zaradi tega, ker zastaja na medcelični tekočini preveč strupov in predvsem celična DNK je dejansko obremenjena s težkimi kovinami in zaradi pomanjkanja cinka jih ne more spraviti ven. No in kaj se potem zdravilni učinki cinka, na kaj deluje? Spodbuja razstrupljanje telesa, spodbuja celjenje ran, vpliva na sposobnost krčenja mišic, se pravi, če imate hude krče v mišicah, 3 možni znaki so. Ena je, da vam manjka B vitamina, B1, drugi je, možno je, da vam manjka magnezija in lahko vam manjka cinka. Zdaj, lahko ste pametni pa vsega posebej jemljete, ali pa mogoče vzamete beta-guard, ki ima točno to noter, ima cink, bakar, selen in B vitamin in magnezij in nekaj kalcija. V glavnem, vsega pomalo. Potem, vpliva cink na pravilno tvorjenje DNK. In to je spet pomemben podatek. Zato, ker ljudje, ki imajo raka, se jim DNK nepravilno deli in zaradi tega pride do patogenih celic. In cink je ključen pri tem, da ne pride napačna informacija. Potem pomaga zmanjševati vnetja v telesu, vpliva na izločanje inzulina, zelo priporočljiv za sladkorne bolnike in ljudje, ki imajo povišan sladkor, dejansko je cink ključen pri tem, da se celijo tudi rane, zato ker vemo, da sladkorni bolniki, ker se jim žile niso prekrvavljene, zaradi nakopičenega oksidiranega sladkorja, se lahko zgodi, da se vse skupaj vname in potem nastanejo te odprte rane in cink je tisti, ki pomaga pri tem, da se celi vse skupaj. Spodbuja plodnost pri ženskah in pri moških, spodbuja celjenje sluznice in pripomore k hitrejšemu okrevanju pri prehladih. In zdaj to je pa ključna zadeva pri tistih ljudeh, ki imate neprestano razne vnetja, razne težave s prehladi, vneto sluznico, težko dihate, kašljate in tako naprej, cink je ključen. Tako da zdaj, kaj bi jaz v tem primeru naredila, če bi že imela težave s pljuči? Jaz bi vzela cinkove tablete posebej, vzela bi beta-guard, to je ključno, verjetno bi vzela še C vitamin pa česnove tablete, da si dvignem imunski sistem. Potem vpliva na stabilnost vitamina E in preprečuje lepljenje rdečih krvničk na stene ožilja, kar pa pomeni, deluje proti slabemu holesterolu. Tako da zdaj pa, če gledamo, pa kje se najde ta cink. Največ ga dobite v bučnih semenih, tako da naredite si
sezamovo pasto, tudi v sezamu je ogromno cinka. V glavnem naredite si sezamovo pasto ali pa si pripravite namaz iz bučnih semen. Poleg tega je ogromno cinka v gobah in seveda v vseh stročnicah, recimo od leče do graha, do boba, do fižola, dejansko povsod, kar je teh oreščkov, je ogromno cinka. In zdaj, če pa pomislimo, pa rečemo, saj pa tega premalo pojem. Ja, če imate vnetja, pomeni, da sigurno tega premalo pojeste. No, zdaj, če se pa vrnem na začetku zgodbe in da pogledamo, kakšno vezo ima pa nenazadnje cink z imunskim sistemom in zrakom. Dejansko prav to deljenje celic zaradi pomanjkanja cinka pride do tega, da se pač napačna celica oziroma napačna informacija, ne napačna, popačena informacija pride na drugo celico in se začnejo pač čudno razmnoževati celice. Zato je tako pomembno, da pač poskrbimo za zadostno količino vitaminov in mineralov. Pač to je ključ do tega, da naše telo dobro deluje. Poleg tega, cink deluje na zdravje ščitnice in cink je ključen pri tem, da dobro delujejo žleze v možganih, kot sta hipofiza in epifiza. In zdaj, da vam povem, kje je pa zakladnica teh hranilnih snovi, ki je pa za dobro delovanje hipofize in epifize, ki sta pa v bistvu komandanta praktično vseh procesov v našem telesu, dejansko so olive tiste, ki nahranijo te dve žlezi v možganih. Tako da dajte čim več oliv in nenazadnje, dokazano je, kdor poje 8 do 15 oliv na dan, to je v bistvu eno tako skodelico na dan, dejansko s tem shujša. Tako da jaz sama obožujem te olive, ki jih dobim, ki jih kupim, ki so polnjene, noter je mandl, tako da jaz res obožujem te olive. Medtem, ker recimo moja hčerka pa obožuje te olive, ki so polnjene s papriko. Ampak prav olive so tiste, ki vsebujejo tudi cink in poleg tega vsebujejo kup dobrih stvari za naše delovanje možganov. No in zdaj spet iz knjige Ko imajo čakre žur na strani 365, kaj vsebujejo olive? Poglejte to. Vsebujejo A vitamin, ki deluje na zdravo sluznico in na oči. Vsebujejo D vitamin, ki pripomore k hormonskemu ravnovesju, pomemben je za psihično stabilnost in predvsem za imunski sistem. Potem vsebujejo E vitamin. E vitamin vemo, da je vitamin mladosti in vpliva na prekrvavitev, deluje na lepo kožo, proti pokanju kapilar. E vitamin je vitamin, ki prinaša kisik v pljuča, kisik v možgane, ki povečuje prekrvavitev praktično vseh celic našega telesa, v bistvu nosi kisik in vemo, da kisik je vir življenja, tudi za naše celice. Poleg tega vsebujejo olive železo, ki je potrebno za dobro kri, in železo je pa voziček, imenuje se karnitin, in ta voziček je pomemben za pospešeno hujšanje. Potem naprej, bakar vsebujejo. Bakar je potreben za dobro kri. Poleg tega bakar deluje na proti sivenju las in deluje na to tudi na imunski sistem. Izboljša slabokrvnost, preprečuje tveganje za srčne bolezni bakar. Potem naprej kalcij. Kalcij je potreben za razstrupljanje, kalcij je potreben za tkiva, v bistvu mora biti noter v krvi in komur manjka kalcija, avtomatično zastajajo strupi v telesu. Potem olive vsebujejo kalij. Kalij je proti visokemu krvnemu pritisku, druga stvar pa je, kalij deluje proti celulitu in proti zatekanju telesa, ker odvaja vodo iz telesa. Potem naprej magnezij za krčenje mišic. Magnezij deluje na srčni utrip. Recimo vsi ljudje, ki vam nabija srce, pomeni, da imate velika verjetnost, da vam manjka magnezija. Potem naprej mangan, ki je kofaktor, se pravi pomemben, sodeluje pri presnovi maščob. Maščobe se pa morajo spremeniti, pač so potrebne zato, ker, maščobo mi zaužijemo, potem se pa mora predelati v maščobne kisline, da potem te maščobne kisline pridejo v možgane, ker dejansko naše
naši možgani so ena velika maščoba. Stene celic so narejene iz maščobe. In če mi nimamo maščob in če nimamo mangana, se dejansko zgodi, da imamo trde neprepustne celice in tudi trde možgane. No in danes je bil res zanimiv dan. Danes je bila pri meni ena gospa in sva majčkeno poklepetali in je rekla, o demenci sva se pogovarjali. In prav, mislim, se je smešno, ne? Ampak je tragično smešno, da ljudje starejši, ko zbolevajo za demenco, je rekla, da je ena gospa v bližini njenega doma, da je pozabila na to, vedno je govorila, da mora iti domov. In je, hvala Bogu, bila poročena samo par hiš stran in je hodila s kolesom domov in je rekla, da so se včasih tako smejali, ker je dala v košaro noter škorne, ona je bosa kolesarila, brez spodnjega perila, v nekih samo kombineži. V glavnem, če si opazovalec tega, ja, je smešno, ampak če pa živiš z dementnim človekom, pa ni enostavno. Tako da v glavnem, prav mangan je tisti, ki pomaga pri tem, da se maščoba preseli v možgane in da tudi tam ostane in da se naši možgani ne skisajo. Tudi kalcij pomaga pri tem, da se naši možgani ne skisajo. In poleg tega olive so grenke in vemo, da vse grenčine delujejo na razstrupljanje našega telesa, delujejo na jetra in predvsem za vse tiste, ki imate povečane jetrne encime, ki imate zamaščena jetra, bi mogli vsak dan pojesti eno skodelico oliv. Tako da, ja, lejte, in zdaj, če gledamo, poleg tega, olive vsebujejo ogromno cinka in to je pač spet nazaj, grem na to zgodbo, kar sem prej govorila, zakaj vse je potreben cink. Zdaj, če pač vidite, da ne dobite s hrano dovolj, imate od spodaj povezavo, lahko si naročite prehransko dopolnilo, naravno prehransko dopolnilo cinka in naravno prehransko dopolnilo Beta-Guard, ki je za razstrupljanje in za močan imunski sistem in koda za 10% popust je zdravje. Tako da z veseljem vam pošljem. Mogoče še besedo dve o tem podjetju, s katerim sodelujem. Veste, to niso moja prehranska dopolnila, ker jih ne varim sama tukajle v garaži. Ampak je podjetje Neolife, s katerim sodelujem zdaj že 30 let. In pred 30 leti sem iskala nekaj, s čimer bi se ukvarjala in ta nekaj me je poiskal. In vam lahko povem, da sem tako hvaležna, da sem imela priliko spoznati res kvalitetno podjetje in zadaj je tim znanstvenikov in to so redni profesori na Stanfordski univerzi, recimo vodilni ta znanstvenik, ki sem ga jaz imela tudi priliko in čast poslušati, to je bil moj, pač, ko smo imeli šolanja, sem imela se priložnost učiti od najboljših. In dr. Arthur First je pogruntal oralno kemoterapijo in potem celo življenje posvetil temu, kako zaščititi celico in poskrbeti za celično zdravje in poskrbeti za to, da celica ne mutira in ne postane rakasta. In je dejansko, njegova formula je ta Beta-Guard, ker je dejansko prišel do zaključka, da mi nujno potrebujemo neko kombinacijo vitaminov in mineralov, ki deluje na to, da spravi strupe iz telesa. No, tako da, danes mi je bolj tehnično tole javljanje, tako da če koga pokliče in če ga kliče v tej smeri, da bi rad več znanja, glede vitaminov, glede mineralov, glede tehničnega zdravja, seveda tudi fizičnega in psihičnega zdravja, preverite, spodaj je povezava, z januarjem bom začela svojo šolo in bom v svoji šoli, to bo šola zavestnega ustvarjanja, napredna šola samoozdravljanja in zavestnega ustvarjanja. Dejansko bom v tej šoli učila vse to, kar sem se jaz naučila v 30 letih. Se pravi, ne samo o tem fizičnem zdravju, vse to, kar znam o energijskem zdravljenju, kar vemo podzavesti, ne nazadnje, kar vemo o tem, kako narediti svoj produkt in ga spraviti v življenje. Če ima nekdo idejo, da bo nekaj svojega naredil in kako v bistvu skreirati to, da te življenje nahrani dobesedno, da poskrbi za tebe,
da lahko delaš korake naprej in ne nazadnje, da živiš svoje poslanstvo. Tako da 1 leto bo trajala ta šola in 2-krat na teden bomo imeli, enkrat na teden bomo imeli pač temo in potem v četrtek, to je pomeni v ponedeljkih zvečer, bomo imeli srečanje preko Zooma in v četrtkih pogovore v živo. Tako da imam posebno platformo, kjer se bo vse skupaj odvijalo in se veselim tega, ker prav čutim, da je to zdaj tako, prav zame je nov zalet in nova energija, prav čutim, da kako bom, že zdaj uživam, ko se z ljudmi pogovarjam, ker vem, da bom mnogim podala roko tudi na drugačen, mogoče bolj oseben način, ker knjiga je eno, ampak da si pa z nekom prav na liniji, veste, še vedno smo ljudje in ta osebna komunikacija, jaz mislim, da je to ključ do tega, da gremo naprej. Tako da, ja, spodaj imate vse povezave, vabljeni in delujte tako, kot vas vodi vaše srce in to je ključ za vaš uspeh, kar vaša notranja modrost vas bo sigurno pripeljala do tega, kar vi ta trenutek potrebujete. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se zgodi v vašem življenju notranji preporod. Pa na karte smo pozabili, je to tako? To pa ne smemo zanemariti. Se pravi, stvarstvo. Za vse tele svetle dušice, ki so tukaj, ki so do konca gledali tale posnetek, da vidimo, kakšno je ta trenutek sporočilo za njih, kaj je ta trenutek pomembno, da slišijo, da ozavestijo in da vedo. Da vidimo. Zdravljenje je prišlo in druga stvar, prva karta je prišla. Nova pot. Pred vami je nova pot in tja, kamor se usmerjate, to je ta prava pot za vas. Dovoljujte, da končni rezultat preseže vsa vaša pričakovanja. Nahajate se na pravi poti. Naslednja karta je prišla kristali. Moja zavest se širi in dviga na višjo raven. Mi se vsi širimo in vibriramo na drugačni ravni in je čas, da opustimo določene stvari, ki nam nižajo vibracijo, ki nas vlečejo navzdol, ki nas vežejo na temne energije. Čas je, da se odklopimo od tega in da začnemo živeti svoje poslanstvo. To so sporočilo kristalov in nadangel Rafael. Zdravljenje vseh nivojev vaše duše. Dejansko zdravljenje fizičnega, eteričnega, dušnega nivoja, v glavnem vsi nivoji vaše duše se zdravijo. Zdaj je čas, da se od znotraj pozdravite, da imate lahko na zunaj drugačne rezultate. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da vas vodijo v vašem življenju nebesne sile.